Tour 202. Lepo pozdravljeni v posebni izvedbi podcasta Tour 202. Naš gost je eden tistih, zaradi katerega smo pred 4 leti zavrteli kolesje te oddaje. Odtlej smo z vami vsak dan kolesarske dirke po Franciji in med kolesarsko sezono nekajkrat na mesec. Slovenija ima rekorderja po številu zmag na dirki vseh dirk in kolesarja, ki ga mnogi označujejo kot najboljšega vseh časov. Z nami je Tadej Pogačar. Lepo pozdravljeni. In en lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Luka Petrič. Moje pa Tadej. Kolesarski podcast Vala 202. Kako ste? Super, ja, fenomenalno. En teden po turu, vse se počasi umirja zdaj po tem Pogi Challengeu. Mislim, da zdaj bo čas za sprostitev in za nov zagon. Rekli ste v petek, da potrebujete po turu ponavadi en teden, da pridete k sebi. Zdaj tega tedna še ni bilo, bo vsaj nekaj prostih dni zdaj? Ja, ta teden je bil zdaj mogoče malo skoraj preveč natrpan zame, ampak na koncu, ko vidim vse obraze nasmejane otrok, včeraj, danes vse kolesarje na Krvavcu, se splača in zdaj naslednjih par dni res malo sprostitve. Kaj radi delate takrat, ko ste sproščeni? Radi kakšne igre igrate? Drugače, če bi imel dober računalnik pa kakšen dober internet, bi igral zagotovo mojo najljubšo igro iz srednje osnovne šole League of Legends, ampak nažalost tudi ni časa več za to, ampak mislim, da naslednjih par dni bo bolj namen za obiskati družino, sorodnike, prijatelje in kakšno kavico. Videl sem tudi oglas Urške z Lego kockami. Jih kdaj sestavljate? Postala je ambasador Lego, kar je zelo velik dosežek, se mi zdi. Sem ji kar fovš in mnogi drugi so ji tudi fovš, veliko novih prijateljev ima, da bi dobili kakšen popust, kakšen Lego set na ta račun. Kakšne posebne sete ona dobila? Dobila je, prvi set je dobila kolo, ta kolo, ki pač ona promovira. In je bil kar zalogaj ga sestaviti, tako da po mojem bova zdaj imela kar naslednja leta kakšne hude sete takrat, ko bo čas za sprostitev. Legice so top za sestavljati. Super, so res. In največji prijatelj, največji fan je zdaj njen je Izak Del Toro, tako da on ji dovoli, da se kdaj kaj pošali na Izakon račun, ampak v zameno hoče popust na Legice, ker ima ful doma jih. Ker videl sem v tem oglasu, da postavi kolo na polico v vajinem stanovanju in ga postavi med pokalom za Tour de France in med kocko. In sem razmišljal, toliko ima ta zmag, tam je pa kocka za drugo mesto. A je posebna motivacija tudi? Najbolj estetsko pa še tudi v stanovanje, bi rekel. Nimam dosti pokalov, zdaj imam 2 iz Tura, 2 iz Rubeja. Nimate dovolj pokalov doma, sicer jih imate ogromno. Ja, ampak doma v stanovanju, ker pač ima manjše stanovanje, pa tudi ne vrti se doma se ne vrti vse okrog biciklizma, tako da tudi sam ne bi hotel, da je načičkan stanovanje z vsemi pokali, ker nima smisla. So še druge lepe stvari, ki jih imaš lahko okrog, tako da tudi tista kocka pa še estetsko noter in pa tudi neka dodatna motivacija, da bo enka namesto dvojke. Torej kocka iz dirke Pariz-Roubaix. Lani, ko smo se tu na Krvavcu pogovarjali, ste rekli, da si najbolj želite dobiti Sanremo in to vam je v tej sezoni uspelo. Prosili smo poslušalce, da nam pošljajo še kakšna vprašanja za vas in Primož je zastavil vprašanje, katero dirko bi radi še zmagali v svoji karieri. Rekel pa je, če ne štejemo Roubaix ali Vuelte. Torej, Sanremo letos mislim, da še zmer nisem prav dojel, da sem to res uspel. Po mojem bom dojel naslednje let, januarja, februarja, ko ne bom rabil hoditi vsak drug dan v Sanremo čez
zastoje avtov s kolesom, riskirati življenje, da treniram tisto Cipresso pa Poggio. Po mojem bom januarja, februarja dojel, da sem končno zmagal to dirko, da ne rabim več toliko riskirati, toliko trenirati tam na tistih koncih, ker zelo nerad hodim tja. Je dosti blizu, kjer živim, ampak zelo rad ne hodim tja, ker je ob obali, vse cesta do tja in je velikokrat dosti polna avtomobilov, motoristov in kolesarjev, tako da rajš se vrtim tam po Franciji v klancih, tako da en specifičen trening manj naslednje let, tako da bo po mojem takrat bom dojel, da sem zmagal Sanremo, ampak kaj pa še je ostalo, so pa seveda olimpijske igre, ampak to so na vsake 4 leta, res moraš ujeti dober program dirk čez celo leto, biti v formi tudi takrat, ker pač ni lih v sklopu v interesu ekipe, tudi najbolj ta dirka, tako da je zelo težko skombinirati, ampak to so moje želje in mislim, da bo v ekipi seveda to tudi upoštevali, da se bo prilagodili in pa seveda še kakšno svetovno Vuelto in pa še kakšno enotedensko dirko in pa seveda Paris-Roubaix, tisti velik cilj, ki jih imam. Ravno ko smo se pogovarjali z Matejem Trentinom, je zadnjič omenil, da je on vas učil vožnjo čez kocke, da vam je veliko pri tem pomagal. Lahko več o tem poveste? Kdo? Matej Trentin. Trentin je bil, ko je on prvič prišel k nam v ekipo, sem bil malo skeptičen. Do kocka, do njega? Do njega. Moram priznati, se sem mu tudi povedal. Zdaj pravim, nikoli ne smeš don't judge people, no? Ne sodi knjige po pletnicah, ne? In v kolesarstvu je isto. Dostikrat vidiš enega na dirki in si rečeš, tega pa res ne maram. Poj pa za nas podpisal, je prišel v ekipo in na koncu zdaj sva ena boljših prijateljev, takrat sem si mislil, kaj nam je njega treba, ampak zaradi njega sem se tudi veliko naučil. Res je bil odličen kapetan na cesti, za klasike tak vrhunski kolesar. Recimo, Matej Trentin, recimo, v ekipi bi bil nekako tako kot Matej Mohorič, recimo, če bi, da podamo Slovencem kakšno primerjavo, izkušnje, pameten in pa nek mentor v ekipi. Če greva na letošnji tur, lani, ko smo se tu pogovarjali, smo govorili o tur, nujno zlo, omenili ste tisto poškodbo kolena, ki vas je mučila v zadnjem tednu. Letos pa se je zdelo vse skupaj precej bolj prijetno. Tudi v vaših izjavah se je to čutilo, v vaših vožnjah, kolikor lahko to začutimo tako nadaleč. Za vas tudi? Moram priznati, da lani sem se res bal po tisti etapi. Mont Ventoux je bil še super, naslednji dan je Jonathan Milan zmagal v dežju šprint. Tisti dan sem res začutil bolečino v kolenu in me je bilo tista negotovost, strah, kaj bo mogoče, nikoli še nisem izkusil kaj takega, bolečine v kolenu, tako da naslednji dan pa tiste kraljevska etapa, mislim čez 2 dni kraljevska etapa, whatever, Col de la Loze, pol na La Planje, slabo vreme, Visma so še zmeraj izgledali ful močni, Bora so bili ful močni in tisti nek strah je bil prisoten lani. Potem pa na La Planje na koncu zadnja težka etapa, dež je bil, mraz je bil, tudi če je bila bolečina v kolenu prisotna, sem si vsem želel tiste zmage, ampak Arensman bil pač močnejši, ostali so bili na mojem kolesu in nažalost nisem mogel toliko pospešiti, da bi lahko zmagal tisto etapo in na koncu sem bil malo razočaran in sem prišel do preskonference, kjer sem bil malo, ne bom zdaj rekel grde besede, ampak sem bil malo nejevoljen in pol pride tudi kakšen slab intervju, kakšna nejevola, tudi zelo
se ponavljajo vprašanja o tisti po podiumu, tako da ti gre že včasih na živce, ampak letos recimo sem vse to lahko stoleriral z dobro voljo. Lani pač na okoliščine zeblo me je vse in konc tura je bilo v bistvu že zmagal sem, ampak vsem tisto strah je bil še zmeraj tam. Torej je bilo letos tudi manj teh nekih neprijetnosti med samim turom. Ja, seveda tudi ekipa je bila fenomenalna letos z Izakom, vedno sem imel, tudi lani sem imel ekipo, podporo, vrhunsko vse, ampak mislim, da smo letos še malo nadgradili, da smo se imeli še boljš in to se potegne skupaj z atmosfero in lažje obdelaš vse te nevšečnosti, ki jih imaš. Ena od rdečih niti letošnjega tura je bila ta vajna bromanca z Izakom Del Torom. Veliko mimov je bilo na to. Eden najljubših je ta, ko nekdo pravi, da želi da ga nekdo drži tako, kot Tadej drži Izaka. Zadnjič ste rekli, da je ena iskra med vama, da ste se začutila, ko sta se spoznala in srečala. Ja, že ko sva se spoznala, se je bil kar zadržan mulc, tudi iz čist drugega sveta je, iz Mehike, ful daleč od vsega tega središča dogajanja, doma so 2. ura in je bil zelo zadržan, veliko je bil na telefonu, pogovarjal se z družino in smo ga pustili dosti primera, ampak vsem, ko smo bili na kolesu skupaj na pripravah ali pa karkoli, se je videl, da je res dečko na mestu, talent in pač res super in ve, za kaj se gre, ve, zakaj je v ekipi, ve, kakšno prihodnost lahko ima, zaveda se, da ne bo vse šlo po maslu, ampak res sem res lahko vesel, da sem mu nekako lahko tudi mentor. Mislim, zdaj mentor, se sliši, da sem že ful star, ampak saj se že ratujem, ampak mi je res v veselje voziti z njemu. En mim, ki je bil zelo popularen, pa je bil tisti pogled proti kolesarju Decathlona, mislim, da je bil Prudhomme, mislim, da je v predzadnji etapi, če se ne motim. Lahko več poveste, torej, če malce obrazložim poslušalcem, to je bilo približno sredi etape, ko ste več ali manj vi vlekli, vi skrbeli za tempo spredaj, potem pa je ta kolesar šel naprej, tudi spustil svojega kapetana nekaj metrov za sabo in niste bili bolj veseli. Mislim, nočem nič čez njega reči, ker je bil vrhunski, ta tur je bil, Prudhomme je bil res vrhunski, en boljših kolesarjev na turu, ki ni dobil svoje prepoznavnosti, ampak kar je naredil za ekipo, je bilo res fenomenalno in res vrhunski kolesar. To, kar oni v Decathlonu, upam, da so videli, koliko je naredil za ekipo in vsa čast njemu, ampak tisti trenutek, jaz sem že vlekel vso dolino, ki je bil veter v glavo, tudi ni najlažje. Dvakrat sem poskusil, če mi vsaj eno smeno da, da malo predahnem in potem nadaljujem. Ampak ni dal nobene smene. Imeli so tudi še enega zraven, tako da sta bila 2 od Decathlona, da bi lahko vsaj malo mi pomagala, ampak razumem, saj to je kolesarstvo, tam mi noben ne bi smel nikoli pomagati, ampak vse, ko si tam v trenutku, ko si že malo v rdečem, sem prišel pod klanc, sem rekel, ok, nadaljujem svoj tempo do vrha, vse pod kontrolo, Izak je še zmeraj v belem, tudi če pridemo vsi skupaj, tako da to je bil moj prvi cilj, ampak potem je prišel on in nekako smo se hecali v ekipi že prej, da ga kličemo Pantani, ki je najdel vedno dobre noge za zadnji klanc in vedno je pospešil ful, raztegnil grupo vedno tistih prvih 500 metrov na klanc in to nam ni bilo najbolj všeč, v ekipi, in sem prišel do njega in sem ga pogledal, kalma. Kaj se pa greš? Kalma in, ampak oni so tudi mogli narediti težko dirko, mogli so probati, za Pol Seksasa so probali, zadnja šansa je bila za Pola, da pride na podium, ampak ni se šlo, Pol ni imel dobrega dneva,
če pa bi imel, bi lahko Izak izgubil belo majico in takrat je treba malo tudi se igrati s konkurenco na tak način, da se malo mentalno spogledamo. Zelo ste radodarni bili na tem turu, skrbeli za ekipo. Velikokrat se je že videlo, ne vem, se spomnim Zmago Jejca v Baski, zdaj Zmago Del Tora v drugi etapi, ko ste bili zelo veseli, skoraj še bolj veseli za zmage drugih v svoji ekipi, kot pa za svoje zmage. In nekako ne gre to skupaj z tem, kar velikokrat slišim o vrhunskem kolesarstvu, o vrhunskem športu na splošno, da je gladiatorski, da moraš biti sebičen, če želiš biti na vrhu. Ja, mislim, v kolesarstvu je zelo majhen šport, ekipa je zelo pomembna, nikoli ne veš tudi, kdaj je kakšen konkurent pride v tvojo ekipo. Zelo majhen šport je in ne smeš se nobenemu zamerati nikoli. Tudi če koga namaraš, moraš imeti vedno respekt do tekmovalcev, ki so proti tebi. Tako da ja, in zadnjo etapo, 20. etapo sem res mislim, že predtem sem vedno zelo upošteval svoje sotekmovalce, ekipo, koliko naredijo zame. Res sem jim bil vedno z dna srca hvaležen za vse, kar so naredili zame, ampak zdaj to 20. etapo sem pa res videl, koliko oni naredijo za mene, koliko je res to delo težko, res garaštvo. In oni to delajo 3 tedne. Jaz sem tam zadaj, počivam, na koncu naredim tisto majhno razliko, oni pa 3 tedne čez cel dan samo zato, da mene čim bolj prešparajo, in to je res vrhunsko delo, garaštvo, in bi rad tudi, da svet bolj ceni te sotekmovalce v ekipi, ne samo tistega, ki zmaga. Glede na to, kako prevladujoči ste, kako dominantni ste v svetu kolesarstva, ste še vedno zelo priljubljeni. Ravno med turom sem dobil neko primerjavo, da ste kot Federer vedno na vsakem Grand Slamu, čeprav noben ni v Švici, je igral kot domačin, vsi so navijali za njega, in tudi ko greste v Belgijo, Belgijci navijajo za vas, čeprav premagujete Belgijce. Ne? Je kar poseben občutek to. Ja, ampak mislim, biciklizem je zelo lep šport in zelo veliko fanov pride ob cesto in navijajo za večinoma vse. Ampak se najdejo tudi tisti, ki navijajo z bujanjem. In letos je bilo kar nekaj tega, sploh takrat okrog Bastille Day, ki je bilo veliko Francozov, so veliko, to je klasika, takrat dobimo največ bujanja. In se ne toliko pomislim na Federerja, ampak na Djokovicja bolj, ker mislim, da je bila njegova kariera veliko težja kot od Federera, od Nadalja, ker je imel veliko več ljudi, ki ga niso podpirali, ki so bili nasprotniki, ki so ga bujali, ampak on je dal to vse skozi tako fenomenalno čez. On je nekako črpal energijo iz tega bujanja in dokazal, da je najboljši. Tako da včasih rajš pomislim, da bi bil rajš Djokovic kot Federer, čeprav Federer je imel itak največji respekt od vseh. Res je bil klasen, ampak kaj dela Novak je nekaj na drugem nivoju, kot vsi ostali športniki. Ta priljubljenost vaša se zdi, da se vleče skozi vso kariero. Zaradi človeških lastnosti, mnogi, ki smo jih spraševali v petek o vas, kaj jih najbolj navdušuje, tole kolesarji, ki so bili na kriteriju, so izpostavljali ne kolesarske stvari, ampak človeške stvari, predvsem, da ste prizemljeni, da ste ostali takšni, kot ste. Ste pa na začetku profesionalne poti imeli to izkušnjo Tura 2020, ki je bila posebna, drugačna. Kako ste to doživeli? Vem, da je zdaj že 6 let nazaj, ampak glede na to, da ste dosegli največji dosežek v zgodovini kolesarstva v Sloveniji in zaradi tega, ker ste se bojevali s Primožem Rogličem in so mnogi takrat bolj sočustvovali z njim, da ni zmagal, kot pa so sočustvovali z vam, da ste zmagali, je bilo nekako čudno, emocionalno vse skupaj. Kako ste vi vse skupaj doživeli? Takrat je bilo kar čudno, bi rekel. Vse skupaj je bilo nenavadno. Že to, da
Ja, Primož je bil res tisti prvi kolesar Slovenije, že nekaj časa, zmagoval je vse po vrsti, bil je legenda že takrat in Tour, vse se mu je poklopilo do zadnjega. Slovenija, vsi fani so se pripravljali, da bo Primož vendarle zmagal, ampak ja, jaz sem dal vse od sebe na kronometru, nimam kaj za narediti, nimam vpliva na kako je Primož odvozil, ampak ko sem videl, kako je prišel cilj, nekako sem bil tudi jaz, ja, srce šlo na pol, ja, ni bilo tazga veselja, kakor bi bilo. Jaz bi bil takrat čisto zadovoljen z drugim mestom, ne bi se ga branil. Jaz sem bil pripravljen na drugo mesto, 2 etapi, to je bilo zame že nekaj nedojemljivega in ja, ko je Primož prečkal črto v zaostanku, jaz nisem mogel to verjeti in verjetno tudi cela Slovenija, ne, vsi fani. In je bilo, ja, je bilo čudno, no, ni bilo tistega pravega veselja, ampak ja, tisti teden takrat je bil pol svetovno, po evropskem, sem bil doma in nekako, ja, da nisem se veselil zmage, kakor sem se recimo pol naslednje leto, ni bilo tiste, ne vem, ni bilo tistega pravega razmišljanja po turu in je bilo nekako kar težko tudi meni. Vem, da je bilo Primožu težje verjetno, ker je on tudi pričakoval, da bo zmagal, ampak ja, res mešani občutki in ja, nažalost moramo še zmeraj se spominjati na tisti 2020, ampak ja, vedno sem si rekel, da sem zasral tisti teden po turu, da bi mogel proslavljati, ko se zagre, ampak jaz sem bil bolj kot ne na tleh, ko pa v zraku. Ker je bilo potem nekaj trenj tudi med navijači, se mi zdi, da je zdaj tega veliko manj. Se mi zdi, da se je zdaj morda tudi lažje pogovarjati o tem, kot pa bi bilo nekaj let nazaj. Definitivno, mislim, seveda bo kakšni spomini tudi zbledeli izpred 2020. Upam, da ta slabi spomini bo zbledel. Primož je dokazal, da je vrhunski, da je legenda tega športa in da je naredil več kot dovolj za biciklizem, za slovenski šport. Ja, je res človek, ki mu lahko rečeš heroj, legenda, idol sem mladim kolesarjem tudi. In ja, jaz sem ga vedno občudoval. Se spomnim, ki je prvič vozil kronometer na Giru, ki je bil, mislim, da drugi za sekundo ali nekaj takega in takrat sem bil wow, to je nekaj neverjetnega in nas je zmer presenečil od takrat naprej in upam, da nas še bo nadaljeval s takimi predstavami, kakor je bil včasih, da najde tisto zagnanost spet in pokaže spet kaj dobre noge. Mislim, da se mnogi poslušalci strinjajo z vami. Legenda, idol pa so tudi besede, s katerimi bi mnogi vas označili. Hvala, da ste si vzeli čas za ta podcast. Najlepša hvala. In veliko sreče v nadaljevanju sezone. Res hvala. Tour 202.